Ojla, čau! Evo, pozdravček vsakemu, ki posluša. Novo leto je, smo 3. januarja in kako pogosto se zgodi, da dejansko ljudje za novo leto izberemo neko spremembo. Ja, zdaj je novo leto, od zdaj naprej ne vem, bom shujšala, bom začela delati to, ne bom več delala tega, se bom pomenila s tistim, bom aktivirala to, od zdaj naprej bom spustila to. Ne? Polno nekih izbir, polno nekih stvari si zadamo, kako bomo mi to naredili. Tako da, koliko od tega, kar si vsako novo leto rečete, da boste in česa ne boste, pol v resnici izpeljete. Tako da to vprašanje imam za vas. Koliko stvari, ki si jih resnično želite, mogoče tudi že več let, desetletij, ste izpeljali? In kaj je bilo tisto, kar vas je zabremzalo? Kaj je bilo tisto, ko je bilo, ja, veš, si najdemo izgovore in zaradi tega potem tega ne naredimo. Ma ja, veš, ker je lih to pa to se zgodilo in zaradi tega, ker se je lih to pa to zgodilo, zdaj jaz tega več ne morem. Ful bi rada, ful si želim, ne? Tako da, kaj bi bilo potrebno, da tokrat tisto, kar ste izbrali, zares izpeljate? Resnično. Karkoli je. In da stisnete zobe, ščijete kriče potrebno in da res to naredite. Ker če zberete moč, če zberete voljo, se bo to res izpeljalo. Če pa prva možna stvar, ki se dvigne kot ovira, nehaste, zaustavite proces, ki ste ga izbrali, gotovo ne boste, ni šans, ne boste to naredili. Tako da, dajte si narediti nek načrt, kaj si želite. Dajte si dati neke oporne točke, kako si boste pomagali takrat, ko se bo neka ovira predstavila. Ne vem, ste se lotili recimo, zdaj bom začela telovaditi ali pa zdaj bom začela hujšati. Ne? Detoks bom naredila, dajmo reči nekaj za zdravjem telesa. Ne? In potem je lih 4 dni, 5 dni, ful vam ratava, 1 teden, 2 tedna, top. Ne? In pol na koncu se zgodi, da vas nekdo povabi na rojstni dan, je neka žurka, lih zastonj talajo, neko sladico, vašo najljubšo valjda. In rečete, ma se bom prekršila, ma samo zdaj. Konec, čim prekršiš, kar si zadaš, si nazaj v istem dreku kot prej. Tako da, torej, kaj boste naredili, ko se bo to zgodilo? Kako se boste izognili? Kaj boste naredili, da takrat, ko bo močna skušnjava, da ne boste šli v to? Dajte si najdete nekoga, neko osebo, dajte se z nekom mogoče zmeniti, da je vaš opomnik, ki teži, ne, si rekla, da ne boš, ne tega, dej ne stoj zdaj zafrkni, dej še malo zdrži. Veš, koga lahko pokličete, koga lahko pišete, na koga se lahko obrnete. Tako da, to so moji napotki in upam, da vam bojo kaj pomagali. Torej, ko si nekaj zadaš, naredi to, napiši si na list, daj si neke opomnike, kako si pomagaš takrat, ko je kriza. In vztrajaj, nikoli ne odnehaj. Ker če vztrajaš, se bo zgodilo. Ovir bo pa ogromno. Od ljudi, ki vas imajo radi in vas poznajo, ne vem, ko ste bili drugačni od tega, kar zdaj izbirate in vas bojo spomnili, ma kaj delaš, ma si kul, ma je bilo v redu, ne? Taki ljudje, od ljudi, ki vam bojo začeli težiti, da se boste, ne vem, preveč spremenili zaradi tega, od ljudi, ki vam bojo rekli, ma kaj boš v to investirala čas, kaj ne bi, ne vem, nekaj drugega, od ljudi, ki vam bojo rekli, ma ne me ta denar za to, kaj te briga, dej, vse si kul. Tako da polno enih stvari bo in večinoma bojo povezali z družino, časom in denarjem. Tako da, dajte res pogledati, kaj je tisto, kar si želite in dajte si to ustvariti. In če vam jaz kaj takega, kar vas lahko podpre, uporabite, polno vam brezplačnih stvari in na YouTubeu in na Facebooku. Dajte poiskati na moji spletni strani žareksreče.si, poiščite in upam, da vam pomaga. Čau!